Takole, Bog lepo pozdravljeni zopet pri verouku za odrasle, kot rečemo po domače, na temo nič se bat. Že kar nekaj srečanj smo imeli namesto Marka, ki je na bolniški, bom danes kar jaz za uvod prebral eno molitev, in sicer iz Evangelija po Marku, ker zadeva našo temo. Veste, da je Jezus vedel približno vsaj, kaj ga čaka, ne? Da ga čaka trpljenje, obsodba, smrt in križanje. In je vsaj 3-krat napovedal to, apostolom tudi. Apostoli so bili taki kot mi, ki so se fajn imeli z Jezusom, Jezus je delal čudeže, vsake toliko časa jih je nahranil, vsi smo slišali danes pri maši, enkrat s 5 hlebi, 5000, enkrat s 7 hlebi, 7000, 4000, skratka, super so se imeli dokaj dobro, malo so bili zmatrani, ker so morali še hoditi. In Jezus jim je vmes pa še kaj na samem pa tudi drugače povedal. Med drugim tudi to, da ne dela samo znamen, da ne oznanja samo Božje kraljestvo, ampak da ga čaka tudi nekaj posebnega. In tako začnimo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Iz Evangelija po Marku. Ko je Jezus šel proti Jeruzalemu, je vzel 12 učencev na samo in jim med potjo rekel: Glejte, v Jeruzalem gremo in Sin človekov bo izročen velikim duhovnikom in pismoukom. Obsodili ga bodo na smrt in izročili poganom, da ga bodo zasmehovali, bičali in križali. Toda 3. dan bo obujen. Kristusov evangelij. Tako, pri temah ob naši krščanski veroizpovedi zopet prihajamo v eno tako območje veroizpovedi, v kateri določenih stvari po našem, ki bi morale biti morda celo po našem prepričanju, sploh ni omenjenih. Ni omenjene zadnje večerje, a ne da ni v veroizpovedi. Niti vrta Getsemani, niti Judovega izdajstva, niti Petrove zatajitve, niti natančno, kaj se je dogajalo potem, ko so ga prijeli na Veliki četrtek, niti tega, kaj se je dogajalo v Kajfovi hiši, delno omenjeno to, kaj se je dogajalo pri Pilatu, ker je omenjen z imenom in priimkom, potem pa križanje, pa kar na juriš 3. dan je ostal. Spet, ne pozabimo, evangelisti in cerkev in cerkveni očetje, ki so se zbrali na koncilu, so predvidevali, in to upravičeno, da to vemo. In so izrekli besede v obliki veroizpovedi zlasti na tistih področjih, kjer morda ljudje iz različnih krščanskih skupnosti niso bili enotni. In jih je begalo. In je begalo mnoge vernike, in je begalo mnoge kristjane, tudi škofe in tudi cesarja. In zato so te stvari torej rečene. Obravnavali bomo tele temice, si so znane, lepe, ampak fajn je iti mačkeno v globino. Šli bomo po 2 vidikoma. Mačken teološko, če rečemo vsebinsko, potem bo še malo čisto faktografsko, se pravi po dejstvih, da bomo razumeli, kaj je izgledalo. Ker včasih bi župnik na Veliki petek rad razložil, pa ne more vsega razložiti, ker je že pasijon, in potem si predstavljate, bo še župnik razlagal v pridigi, na kakšen način so Rimljani bičali ujetnike, ali pa na kakšen način so križali, samo povemo glavne stvari. In zato bi bilo morda dobro, da malo danes naredimo. Nekaj še uvodnih stvari, se pravi, da gremo naprej. Večkrat, ko beremo, Jezus poudarja postavo 10 zapovedi, hkrati pa tudi nove stvari. Jaz pa vam pravim. In nisem prišel postavo odpraviti, ampak sem je prišel dopolniti. In v vseh teh stvarih je Jezus stopal na nek način v konflikt z judovskimi verskimi in svetnimi voditelji, ki so pa prisegali samo na postavo. Jezus pa je še več, je uresničitev postave in nadgradnja, je ljubezen. Potem
Jezus je več kot tempelj. Tempelj je bil za Jude nekaj najsvetejšega. Tudi noter je bivalo, po njihovem prepričanju, najsvetejše. V tistem prostoru, ta zadnjem, so ga prav imenovali prostor najsvetejše, v katerem je bila skrinja zaveze, noter sta bili samo 2 tabli, dokler je bila skrinja zaveze, dokler ni izginila, dokler je niso izgubili v bistvu verjetno, v kakšnem boju, ker vemo, ko so šli v boj s Filistejci in so poklicali, ko so izgubljali Helija in njegova sinova, da bi prišli skrinjo zaveze, da se pravi, so bolj magično vzeli to skrinjo zaveze, in ko so Izraelci prinesli, ko sta ta Helijeva sinova prinesla skrinjo zaveze, so noreli od veselja, ne? In je bilo Filistejce kar strah, ampak so šli v boj, pa so vseeno izgubili in skrinjo zavezo tudi. No, in dokler je bila skrinjena zaveza, je bila tam noter skrinja zaveze, potem je pa še vedno Bog bival noter in enkrat na leto je šel duhovnik prižigati na ta oltar kadilo. Se spomnite Zaharija in Elizabeta, kako je bil, je žreb določil, da je šel duhovnik Zaharija noter, ne? In kako je noter srečal angela in ki mi je povedal, dobil bo sina, čeprav ni logično, tvoja žena stara in ti, ampak ga boste dobila. In on ni verjel. In je potem onevel in ljudje, ko so prišli ven, ko ni mogel govoriti, ko je prišel ven in ni mogel govoriti, so se zavedali, da je videl prikazan. To se pravi, tempelj je za Jude bil res kraj, kjer prebiva Jahve, močni, edini pravi, edini resnični. In Jezus pravi, podrite ta tempelj in jaz ga bom v 3 dneh postavil. In potem so tudi razumeli, piše učenci po smrti, a ne po vstajenju, da je Jezus govoril o templju svojega telesa. Jezus je več kot tempelj. Ni samo tempelj, v katerem prebiva Bog, ampak je več kot tempelj. Jezus je odsvit očeta. Prišel, moja jed je, da izpolnim očetovo voljo, se spomnite, piše v Evangeliju. Se pravi, Jezus je vse to, in ko je Judom to govoril, in se veste, med poslušalci so imel veliko tudi kakšne, ki so potem novice naprej nosili, ne? Že malo so jih predelali, pa naprej nesli. Včasih so pa judovski voditelji, farizeji in saduceji prav poslali ljudi, da so ga poslušali, da ga bodo potem lahko ujeli besedi in tožili. Skratka, je bilo marsikaj tega, kar je Jezus govoril in delal bistveno drugače. Jezus je odsvet očeta, oče je usmiljen. Jezus je jedel z zapuščenimi, grešniki, cestninarji, prostitutkami in rekel, v nebeško kraljestvo boste šli. To je bilo nekaj nemogočega za Jude. Ne? Jezus čist drugače. Kdo namreč mora odpuščati razen Boga, so se spraševali. Ne? Pa dajmo mačkam prebrati saj en odlomek iz katekizma katoliške cerkve, da bomo mačkam začutili. Takole, Jezus ni odpravil sinajske postave, ampak jo je dopolnil s takšno popolnostjo, da razodeva njen poslednji smisel in prinaša odrešenje za prestopke zoper njo. Jezus je spoštoval tempelj, hodil je van za judovske romarske praznike in je z ljubosumno gorečo ljubeznijo ljubil to prebivališče Boga med ljudmi. Tempelj je predpodoba njegove skrivnosti. Če napoveduje njegovo porušenje, je to nekakšno razodevanje njegove lastne izročitve v smrt in nastopa nove odrešenske zgodovine, ko bo njegovo telo dokončni tempelj. Jezus je izvrševal takšna dela, na primer odpuščanje grehov, ki so ga razodevala kot Boga odrešenika samega. Nekateri Judje, ki so ga zaradi tega, ker niso priznavali učlovečenja Boga, so videli v Jezusu človeka, ki se dela Boga. Spomnite se, ne, ko so ga sodili pri velikem duhovniku, kaj boš ti, Boga se delaš, ne? Boga se delaš, take obsodbe. In so ga zato imeli za bogokletnika. Idemo še malo naprej. Zdaj pa morda še spet o Pilatu, čeprav smo zanj kratko rekli. Bil je torej upravitelj, prefekt rimske province Judeje. Njegova oblast je segala tudi v Samarijo in Edom, se pravi celotno današnjo državo Izrael, bi rekli, pa še čez Jordan tja v Jordanijo. Vse to je bila njegova oblast. Kot poročata dva zgodovinarja, Filon in Jožef Flavij, njegovi odnosi z Judi niso bili dobri.
Po mnenju Jožefa je bilo v Palestini v času Pilata zelo nemirno. Filon pa pravi, da je bil poznan po podkupljivosti, nasilnosti, krajah, napadih in tako dalje. Čeprav sta na ocenitve zagotovo vplivala namen in razumevanje teh dveh pisateljev, v njegovi krutosti pa ni bilo dvoma. Na to namiguje tudi Luka, ko omeni dogodek v zvezi z Galilejci, ko pravi, da je Pilat pomešal darovanje Bogu s krvjo teh Galilejcev, ki so umrli. Se predstavljate, kako to logika gre, ne? Bil je torej kar precej krut možak. Je pa zanimivo, ne, da različno gledamo lahko za njega. Po eni strani spet gledamo na njega kot človeka, ki je hotel Jezusu pomagati, ne? Ki je poznal rimsko pravo, tudi naše pravo izhaja iz rimskega prava, bazira. Po drugi strani ga imajo pa recimo celo nekateri za svetnika, Kopti in Etiopci. Obe pravoslavne cerkve dol ga imajo za svetnika. Kdo je pa rekel, da ni? Kdo pa smo mi? Se ne vemo, kaj se je zgodilo z njim potem. Se vemo, da je razbojnik na križu, svetnik, ne? Pa tisti vojak, ki je Jezusu prebodel srce, pravi, ta, bi rekel, duhovno legendarni del izročila cerkve, da je tudi svetnik, sveti Longina, ne? Kaj pa vemo? Dol ga častijo, ne? Skratka, po eni strani, po drugi strani pa vemo, da je bil hkrati tudi zelo dober mož, ki je znal prisluhniti svoji ženi, ne? Spet kvaliteta, ne? Dober mož, ki je poslušal svojo ženo. Si predstavljaš, da si ti upravitelj, tako kot je bil Ponci Pilat, eden od vas možakarjev, imaš vso oblast, lahko smrtiš, lahko daješ komando, legiji vojakov jih pošleš tja, kamor češ, si tata mata, kot rečemo po domače, in tam imaš enega človeka, ki ga obsodiš, si že veliko jih obsodil, ene na smrt, ene si rešil, za tega še nisi prepričan, a je zločinca ali ni, ne? In pride k tebi tvoja žena med obravnavo in ti začne na ušes, pusti ga primer. Hude sanje sem imela nocoj zaradi njega. Nekaj je posebnega, pusti ga primer. A ne vem, kaj bi vi naredili. V Svetem pismu nič ne piše, kaj je Pilat naredil, samo očitno pa je prisluhnil, ker se je potem še bolj zavzemal za njega, ne? Ampak to zabral, je imel rad svojo ženo in ji je prisluhnil, celo tam, ko bi ji večina od nas ne. Tudi od vas, ki ste poročeni, ne? Je bil nekaj posebnega. Zadnjič, zakaj je torej tudi, vsi poznate tisti pregovor, da si nekam prišel kot Pilatov vero, ne? Da je Pilat imenovan v veroizpovedi edini. Spet ni nobene logike, ne? Verjetno zaradi tega, ker so cerkveni očetje so še poznali to dejstvo njegovega življenja, hoteli poudariti, da je Jezus res trpel v določenem času in sicer v času, ko je bil Ponci Pilat prefekt, upravitelj province Judeje, Samarije in vsega tistega okolja, ne? Bil je, torej smo pa že zadnjič rekli, da je bil ena od teorij, s katero so hoteli ovreči, da je Jezus bil zgodovinska osebnost, to se pravi ovreči dejstvo, da je Jezus sploh živel. To je bila nemška kritična svetopisemska šola, je bil tudi pomožni dokaz je bil tudi to, da niso našli do takrat še dokaza, da je Pilat sploh živel, ne? Pozneje so začeli odkrivati ta pisma rimska, pa smo rekli, da so v Cezareji ob morju našli tudi napis z imenom Ponci Pilat. Še na tako načelno vprašanje. So bili Judje oziroma vsi Judje krivi za Jezusovo smrt, ne? Se poznate od zadaj, ko mnogokrat se očita nekako je cerkev, krščanstvo preganjalo Jude zaradi tega, ker so Judje umorili Jezusa. To so sploh očitki z strani levih zgodovinarjev pa takih, ne? A so vsi Judje ali pa vsi judovski voditelji bili za Jezusovo smrt? In torej nosijo krivdo ali ne nosijo? Nikakor. Nikakor. Mi vemo, da so tudi nekateri judovski voditelji hodili za Jezusom, malo na skrivaj, recimo eden takih je bil Nikodem, se spomnite?
ko ga je vprašal med drugim zvečer, ko je prišel en večer, je prišel k njemu, pa je rekel, učitelj, kaj naj naredim? Ti tako lepo govoriš. Ti si res nekaj posebenega. To, kar je zapisano v postavi, tako interpretiraš in še toliko si dodal noter in ni v nasprotju po moji logiki s postavo in to znamenje, ki delaš, mrtve obujaš, gobe ozdravljaš, ti si res od Boga. Kaj? In pravi Jezus, ja, Nikodem, še enkrat se je treba roditi. Zdaj pa on, ker je logično razmišljal in se je obesil na besedo roditi, je rekel, ja, učitelj, kako naj se pa človek še enkrat rodi, ko je star? Ali naj gre v telo svoje matere in se ponovno rodi, ali kaj je, kako to? To nekako ne gre v mojo glavo, bi rekel po domače. A ne, in tako se človek hitro lahko zapleza. Pa Jezus, da ne bom predolgo razpravljal, zdaj o Nikodemu, pravi, Nikodem, razumi, človek se mora roditi iz vode in duha. A ne vaša? Iz vode in duha. Razumi, da se moraš verjeti. Dati se moraš krstiti, ko boš za to dozoril. In odprt se moraš Svetemu Duhu, ki te bo vse razsvetljeval. In Nikodem je razumel. Ko je Jezus umrl, je šel Pilata prosil za njegovo telo, da ga lahko koplje. To moraš imeti pa res nekaj, ne bom povedal, kaj da upaš narediti. Ne? Ampak on je to naredil. Nikakor, to se pravi, tudi v judovskem velikem zboru, pa ni bil edini, še Jožef iz Arimateje, pa drugi. In tudi razverjamo potem po Binkoštih, piše, da so mnogi duhovniki postali kristjani. Torej tudi med judovskim velikim zborom je bilo veliko kristjanov, ki se je zavzemalo tudi v času obsojanja procesa proti Jezusu. Morda zdaj še en drug pogled. Peter lepo pravi v apostolskih delih, v tistem binkošnih govoru, da so Jezusa izročili prav, kakor je Bog hotel in predvidel. To je zelo težak stavek. Če je Bog vse hotel in predvidel, kaj potem z Judom? A je s Pilatom? Kaj s Petrom, ki ga zatajal? Če je Bog predvidel? Vse. Razumete, kako težko vprašanje so. Katekizem katoliške cerkve, pa sem kar napisal ta 600. člen. Bog je dopustil dejanja izhajajoča iz njihove zaslepljenosti, da bi oziroma da je izpolnil svoj odrešenski načrt. Tam bi morala biti pika, ne vejca Lojze, to nisi opazil. A si, dobro. Se pravi, da bi Bog je izkoristil zaslepljenost, veste, človek se počasi predaja zaslepljenosti. Tako je veljalo za Juda, tako kot za druge. Ne? In v bistvu je Bog samo izkoristil njihovo zaslepljenost in nič okrnil njihovo svobodo in načrt, se pravi v svoji previdnosti, da so se zgodbe zgodile tako, kakor pravi svetopismo. Jezus je res umrl za naše grehe, kakor je v pismih, nosil je naše grehe in sam je postal greh. Greh. Ker je smrtjo, ko se poisto s človekom tako, da je na križ nesel vse, se pravi greh, krivda vsega človeštva, in to moraš imeti res nekoga tako rada, vse njegovo sprejmeš do najnižjega podna. In z ljubeznijo narediš temu dogajanju konec. In Janez Krstnik, seveda se spomnim, da Jezus je, nimamo zdaj časa, da bi razgrabljali o grehu, pa o grehih. Veste, sem tako kratko, ko boste slišali, da včasih se govori o grehih, pa o grehu, da je Jezus jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Kdaj boste slišali pa, da odjemlje greh sveta? Ste vsi grehi sveta, tudi naši posamezni grehi in grehi drugih, so na koncu, ko skupaj potegneš en sam velik greh. Zato včasih uporabljamo izraz, da je Jezus nesel greh, sprejel greh sveta nase.
celoten greh, vse zlo. Še eno tak duhovni vidik. Kristusovo življenje je daritev očetu do konca, to sem vam že prej omenil. Jezus je večkrat rekel, ko so ga učenci vprašali, Jezus, ne boš nič jedel? Ne, moja hrana je, da izpolnim očetovo voljo. Moja jed je to. On je pa kar naprej lačni, da smo spet slišali. Po čudežih, njih zopet skrbi, kdaj bodo jedli. Ali imajo vsaj še kakšen košček kruha, da bo Jezus spet naredil kakšen čudež, tako kot je prej. Vedno mečkal za ta ljubi trebuh, ki je sicer ga potrebno poventi zato, da živimo, da naše telo živi, ampak Jezus pa ne, moje poslanstvo je, da izpolnim očetovo voljo. In tudi v Getsemaniju se spomnite, ko trpi. Oče, zgodi se mi, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. In angel pristopi in mu streže. In na križu, Oče, v tvoje roke. V tvoje. Vse iz tebe, Oče. Čeprav je Jezus Kristus tudi v polnosti Bog. Pa še to mačkam samo omeniti je treba. Pri zadnji večerji je Jezus svobodno anticipiral daritev svojega življenja. Se pravi, pri zadnji večerji je Jezus vnaprej se daroval, kar je dejansko potem naredil tudi naslednji dan, tudi v vsej polnosti, tudi z dušo, duhom in telesom. Daroval se za svoje življenje in nas povabil, da naredimo zgodbo. Celo pravi, lejte, fantje, to delajte v moj spomin. Pa zgled sem vam dal. Umije noge, Zanimivo vprašanje, v katerem vam pa dam duha za dražiti. Vprašanje, a je bil Juda pri zadnji večerji in ali ni bil? In ali se ni Juda dejansko pred prvo mašo odločil, da gre Jezusa prodati? Ni več razumel. Maša, sveta maša je prelomnica, Zadnja večerja je bila prva maša. Apostoli postanejo duhovniki. In Juda tega ni prenesel več. Ko je Jezus začel to delati, odmivati noge, pa ne morem. In je šel. In tako je še danes. Evharistija je moč, je zgodba. Maša ima tisto, kar nikjer drugje ni, Je treba verovati, je treba biti krščan, špica je pa maša. In tisto, kar pri maši, kar Bog dela pri maši, ko nam govori po svoji besedi, ko se nam daruje, ko zopet na poseben način, na nekrvav način in se nam daruje do take mere, da se nam želi dati v vse polnosti, v uživanje. V uživanje. To je prelomnica. Prelomnica, tudi pri Judu je bila. Zdaj, kot sem že prej omenil, nekatere stvari so omenjene v veroizpovedi, druge pa ne. Krvavi pot potil ni omenjen, Judova izdaja ni omenjena, prijetje ni omenjena, zasliševanje pri velikem duhovniku ni omenjeno, Petrove zatajitve ni, bičanje po rimsko, za razsramovanje, to bi že bilo, trpel pod Poncijem Pilatom, to bi že lahko vključili to, pa križev pot, ni omenjenega, seveda tam trnjeve krone, škrlatnega plašča, sprejema križa Simona iz Cirene, je pa sprejetje križa, pa srečanje z jeruzalemskimi ženami, marsikaj od tega pa kar imamo še v križevem potu, pa ni omenjenega, ne v veroizpovedi, celo ne v Svetem pismu. Judova izdaja samo krvavi pot, sem kratko se moramo dotakniti, ker je zelo nazorno, veste, kdaj človek doživi tako hud napor zaradi notranjega trpljenja, ne to zunanjega, notranjega trpljenja, da tvoje telo pade v tako agonijo, kot se reče, da namesto samo švica, skozi pore naše kože teče še kri zdravo in ko ti kapilare pokajo v telesu.
in krviš navzven in navznoter zaradi neznosnega trpljenja, v katerem si se znašel. To je krvavi pot. In zdaj si predstavljate Jezusa, Božjega sina in človeka, ki je tudi vedel, kaj se bo dogajalo, kakšna je bila to muka v vrtu Getsemani. Kot rečemo po domačem, da je križ šprical, ker je vedel, kaj ga čaka. In se seveda kot človek temu upira, tako kot se vsi mi upiramo trpljenju, kjer norc bi pa rinil, ne? Kjer človek bi bil tako nor, da bi rinil trpljenje, nekaj narobe z njim. Človek se upira, človek hoče živeti. Saj tudi veste, da v najbolj tipičen primer, nazoren vam bom povedal, v nacističnih pa komunističnih koncentracijskih taboriščih ni bilo samomorov. Ampak je bil boj za življenje, za vsako ceno, za košček kruha so ubijali, zato da so sami preživeli. So bile izjeme, ki so tudi darovali življenje na mesto drugega, kot Maksimilijan Kolbe, pa še kakšni slovenski duhovnik, ki je zdaj svetniški kandidat. Ampak v bistvu človek hoče živeti in živeti polno. Razen, če se mu kaj zgodi, da zboli ali to, kar se dogaja v kakšnih samomorih, ampak pustimo zdaj to. Ne moramo vsega obdelati. Ne? In trpeti do take mere, da meni gre vedno zraven, pa pride še to, kar apostol Pavel pravi. Tako bi rekel, mačken drugačen vidik, ampak hkrati pa isto. Niste se še do krvi ustavljali v boju zoper greh. Da se tu boriš zoper greh v skušnjavi, ko si kakršnakoli že je. Da švicaš krvavi pot. To pa lahko rečeš, to pa je boj v skušnjavah. Tako kot Jezus je tudi krvil skušnjave, ne? Da bi se zgodila njegova volja. Ne oče, ampak tvoja volja. Tvoja volja. Kako močno je to, ne? Judova izdaja, ne? Juda veste, da je bil blagajnik, ne, apostolov, to razberemo. Kaj ga je do konca okupiralo, kdaj, se težko razpravlja. Vemo, da je večkrat, ko je prišla ona, pa Jezus umazilila noge, ne, je rekel, učitelj, a ne bi bilo bolj, da bi to olje prodali, pa bi malo revežem dali, ne? Vse veste, veliko krat se ljudje zgovarjamo, da bomo moramo drugim pomagati, ne? Starši otrokom, župnik mora faro vzidati, vse najdemo, samo reveže spregledamo. Pa revež, vse nam pride prav zato, da opravičimo svoje drže, ne? Ljudje smo pač tudi razumna bitja in razum uporabljamo lahko tudi v slabo, ne? Ga, hvala Bogu, prvenstveno v dobro in smo povabljeni, da to stalno delamo, ne? In Juda je očitno počasi začel popuščati, Jezus se čedalje manj razumel, druge razsežnosti verjetno ni uresničeval tudi Jezus njegove podobe Mesija, tako kot ni tistih judovskih voditeljev. Oni so tipaje malo videli v Jezusu Mesija, ampak ker ni bil tak, kot so oni pričakovali, ne? Na koncu je bila večina tista, ki ga obsodila. Juda pa očitno podobno. In gre in se dogovori za 30 srebrnikov, ne? Denar je Maman uporabljamo tudi lahko, ne? Ampak maman je lahko tudi marsikaj drugega, ne samo denar, bogatstvo različnih vrst, smo rekli, včasih pri pridgi to povem. In potem ga izda in se dogovori, pred zadnjo večerjo gre, da ga bo izdal s poljubom. Ne? Kaj je poljub? Ne? Poljub je znamenje ljubezni. Zopet, kaj je človek sposoben narediti? Iz znamenja ljubezni uporabiti za prodajo in izdajo človeka. In to še za povrhu. Tistega, v katerega se verjel, da je nekaj je, da je prvi, da je Božji sin pravzaprav in da je Mesija. In to je on naredil. Slišimo od zadaj še vedno v zahodni kulturi, tudi slovenski judežev poljub. Ne? Tukaj je še naša kultura zaznamovana s tem. Ne? Potem Jezusa primejo. Vemo, kako so ga po noči zasliševali, kako je prišlo do kako so krive priče nabirali, da bi vendarle karkoli, rekel si, da boš tempelj podaril. Pa Jezus karkoli mi je rekel, oni so imeli obsodbo. Oni so že sklonili, da ga bodo obsodili. Potem so druge priče poklicale, bogokletstvo je izrekel si Božji sin, in tako dalje. In na koncu on pretrga plašč, veliki duhovnik, to je bilo znamenje, konec, smrtna obsodba. Tako kot so včasih že prej delali kralji pa veliki duhovniki. Vmes ga Peter 3-krat zataji.
To so take, ne moramo vsega podrobno, ker imamo premalo časa, ampak zatajiti, to je tako, kot če bi mož zataji ženo, ne? Ali pa žena moža, ali pa otroke, ali pa jaz Boga, ali pa farane, ali pa svoje poslanstvo, svoj poklic. Boga. Zatajiti tistega, na katerega si prisegel. Si nekaj časa prej rekel, Jezu, življenje dam zate, razumeš, pa ja, ti veš, da ti ne bodo nič naredili, ne? Se je v vrtu Getsemani celo meč potegnil, ne, po Janezovem evangeliju in je odsekal desno uho služabniku velikega duhovnika in čisto, bi rekli eni slučajno, jaz pa pravim, po Božji previdnosti je tudi noter zapisano, da v temu služabniku ime Malh. Ne? Točno so vedeli, apostoli so vedeli, vsi so bili zraven. In ta Malh je po vsej verjetnosti bil potem član krščanske skupnosti, ker je povedal, meni je Peter odsekal uho, meni je odsekal. Jaz sem prišel po Jezusa, on je pa z mečem. In je potem, ne, se pravi, Peter je bil tudi mož, ki stoji za svojo besedo na en način. A ne? Dokler je bilo treba na zunaj, jaz se spomnim z vojne za Slovenijo, in grede. Dokler niso bili tanki, smo imeli enega poveljnika voda, ki je bil najbolj glasen, najbolj je kričal, kako on bo to vse naredil. Tle ne bo noben prišel čez, še bliz ne bo prišel. Ko je prišla informacija, da gredo tanki, če se mu je otrgalo. Smo ga mogli peljati v psihiatrično bolnišnico. Ne? Tako so včasih ljudje imeli, ne, Peter, ampak pa gre, čeprav je se zabral, še boril se za njega v vrtu Getsemani, še isto noč ga trikrat zataji. Tako kot je Jezus rekel, Peter, ne govor. Preden bo petelje zapel, me boš ti trikrat zatajil. In tako se je zgodilo. Ampak Judje, čeprav so ga v bistvu obsojali bogokletja, ne? Pa ga niso upali kamenjati, kaj bi ga lahko, ne? So ga izročili rimskemu upravitelju Ponciju Pilatu. Tle se pa začne bičanje po rimsko. Tle imamo približno se vidi, kako je to izgledalo. To je bil v bistvu en tak steber, takole visok, do tlele, preko katerega so ti privizali roke na verigo in te bičali. Bič pa ni bil tako, kot mi mislimo, kakšen bič. Bič je bil pa tako, da so imeli take usnjene vrvi, zvezane skupaj, tako za en ročaj, lesen ali usnjen, in na koncu so imeli ali koščice, take majhne živalske, tako kot te, recimo prstne, ki so osmice v bistvu, ne? In si predstavljaš, da imaš tako zvezano po 12 takih, ali pa so imeli gor kovinske zvezdice, ali pa nekaj podobnega, križčke. In s tistim so tepli sužnje. In to je bilo bičanje po rimsko. Verjemite, da je vse kaj drugega kot prijetno. Tako da tista podoba, če je Jezus v Torinskem prtu, ne, ali pa vsaj odseva neko resnično podobo po rimsko bičanega, tisti, ki je bil pokopano zavit v Torinskem prtu. Ne. Ker to ni bilo več cele kože na tebi. Ni bilo več cele kože na tebi. To si morate zapomniti. Potem vemo, da so ga še kronali s trnevo krono, ga bili s palicami, ovili v škrlaten plašč, še z njega norčevali. Potem pa šla zgodba s križevim potom, s postajami. Nekatere so omenjene v Svetem pismu, niso po veroizpovedi, to je Jezus sprejme križ. Simon iz Cirene piše, da so ga prisilili, da je pomagal Jezusu nositi križ. Srečal je jeruzalemske žene, Marija je bila tam blizu, ker je bila tudi pod križem, tako da je vse ostale te zgodbe, ki jih imamo pa v postajah križevega pota, ne, sicer 14 postaje zgodovina določila, dobršen del tega je potem iz pobožnosti, kako bi rekel, ne, iz širšega umevanja konteksta Svetega pisma imamo te molitve in zagotovo drži, da je Marijo srečal, jeruzalemske žene, zagotovo je tudi pod križem padal, ker verjente, tako po rimsko prebičan pomeni, da si bil, bi rekel po domače, gotov, ne, samo še komaj si živel. In pa če je nesel cel križ v obliki tega križa, ki ga mi poznamo, ali pa če je nesel samo tram, kot so ene zgodbe, to se pravi, tak križ so mu v bistvu tram visok privezali na roke, si predstavljate z kakšnega tega trdega lesa in si ves razbičan in tisto vihra, težka zadeva in razumljivo, da padaš
padaš dole, ne? Križanje. Mečkrat sem že zdaj omenil. Ne vem, če poznate tole knjigo. Ne kažem vam je zato, ker bi delal reklamo. Morda samo nekaj o tem avtorju. Tom Holland, to je bil je še živ, Anglež, ki je kot mlad fant zapustil vero, šel vse v svet, študiral antropologijo, zgodovino, jezike, kakšen bog. In je študiral te stare kulture pa jezike Bližnjega vzhoda, ne te jezike. In je zopet tam odkril krščanstvo in Kristusa. In vam svetujem, da če boste imeli daj čas, da tole preberete, ni tista zgodovinska knjiga, veš, ko samo, ko nekaj vidiš, pa se ti že zaleti, ko veš, da bo naporno, razen če si ljubitelj zgodovine, ampak je tako pisana, da se bere ko roman, ne? Bere ko roman. In zakaj sem to vzel? Zato, ker bi rad z vami delil nekaj stavkov iz njegove knjige, ker tako lepo opisuje to križanje. Ne? Kaj pomeni križanje? Ko včasih rečemo pri maši tam v velikem tednu, da je bil križan po rimsko, Rimljani so pa križali samo sužnje ali pa prvenstveno sužnje, ker je bilo to najbolj nečastna kazen, ne, kar je bila možna smrtna. Tako kot še iz vojaškega življenja, da vam povem, ne, včasih je bilo tako. Častna smrt za vojaka je bila smrt streljanja. Nečastna smrt je pa obešanje, ne? Tako so gledali včasih. Zdaj v rimskem času je bilo pa najbolj nečastno, da so sovražnika rimskega imperija, in praviloma so to bili sužnji, križali. In zdaj bom prebral mačken tako, da boste začutili. Kakor 3 ali 4 desetletja pred Kristusovim rojstvom je bil na Eskvilinskem griču v Rimu prvi ogrevani bazen v Rimu. Lokacija tik zraven starodavnega mestnega obzidja je bila odlična. Sčasoma je namreč postala razstavišče za nekaj najpremožnejših ljudi na svetu. Ogromno področje razkošnih vil in parkov. Toda obstajal je razlog, zakaj je bila zemlja onkraj Ekvilinskih vrat tako dolgo zapuščena. Dolga stoletja, od najzgodnejših dni Rima je bil to kraj mrtvih. Ko so delavci začeli graditi bazen, je v zraku še vedno visel smrad po truplih. Jarek, ki je bil nekoč del starodavnega mestnega obrambnega sistema, je bil nastlan s trupli tistih, ki so bili prerevni, da bi jih lahko pokopali v grob. Sem so odvrgli trupla sužnjev, ko so jih vrgli iz njihovih ozkih celic, tako piše Seneca, eden od znanih avtorjev iz antične dobe. Krokarji, ki so se zgrinjali sem v ogromnem številu, da so očistili trupla, so bili znani kot eksklivinske ptice. Nikjer drugje v Rimu ni bila namembnost prostora tako dramatično spremenjena. Sedaj pa marmorna oprema, brbotajoče fontane, dišeče svetlične vejice, vse pa je stalo na plečih mrtvih. Vendar pa je prenavljanje trajalo dolgo. Desetletja po prvem razvoju področja onkraj Ekskvilinskih vrat je bilo tam še vedno videti krokarje, ki so krožili nad krajem po imenu Sesorium. Ta je ostal to, kar je bil vedno, kraj za usmrtitev sužnjev. To ni bil privlačen kraj v nasprotju z arenami, v katerih so usmrčevali zločince, ki so razveseljevali navdušene množice. Tukaj so bili namreč uporni sužnji pribiti na križ, izpostavljeni javnosti kot kosi mesa, obešeni na tržnicah po stojnicah. Tudi ko so sadike, uvožene iz eksotičnih dežel, začeli sadeti po nastajajočem parku v Ekskvilinu, so ta gola telesa ostala kot znamenje njegove zlovešče preteklosti. Nobena smrt ni bila bolj kruta, bolj zaničujoča, kakor križanje. Biti obešen nag, to pa zdaj zopet piše Seneca, dolgo v agoniji, otekel z grdimi podplutbami na ramenih in prsih. Nemočen, da bi pregnal kričeče ptice, je bila najslabša usodba,
ki si jo je bilo zamisliti mogoče, so se strinjali rimski razumniki. Zaradi tega je bilo tako zelo primerna kazen za sužnje. Brez takšnega kaznovanja bi lahko razpadel celoten red v mestu. Čeprav je bil zdravilni učinek križanja na tiste, ki bi sicer lahko ogrožali državni red, samoumeven, je bil rimski odnos do tega kaznovanja prestreljen z dvoumnostjo. Po eni strani so ga izvajali, po drugih je bilo pa sram. In to opisuje tudi Seneca, pa tudi Varo. Tudi v mirnem času so rablji uprizarjali predstavo s svojimi žrtvami tako, da so jih obesili na križ na različne iznajdljive načine. Zdaj pa poslušajte. Nekoga morda obrnenega z glavo navzdol proti tlom, nekoga drugega nataknjenega na kol skozi spolovila, spet drugega z rokami pritrjenimi na jarem in tako dalje. To so bili načini rimskega križanja. Pravi, najbolj nizko od nizkotnega. In Jezusa so na koncu križali torej, z najbolj nizkotno obliko kaznovanja smrtjo. Zato ni potemtakem tolikšno presenečenje, da imamo v starodavni literaturi tako malo podrobnih opisov o tem, kaj je križanje pravzaprav vključevalo, kakor pa to, da bi kakšen opis o njem sploh imeli. Trupla križanih so po navadi potem, ko so najprej nahranila lačne ptice, vrgli v skupni grob. V Italiji so jih pogrebniki, ki so bili oblečeni v rdeče in so spotoma zvončkljali, vlekli tja kar s kavlji. Potem jih je pozaba tako, kakor lahka zemlja, raztresena po njihovih iznakaženih truklih, zagrebla. To je bil del v njihove usode. Šele s tem je bilo konec rimskega kaznovanja sužnja, s križanjem. Kljub temu pa je med splošnim molkom ena velika izjema, ki potrjuje pravilo. Iz antike so ohranjeni 4 podobni opisi postopka, s katerim je bil človek obsojen na križ in zatem podvržen kazni. Izjemno zanimivo, vsi opisuje isto usmrtitev. Križanje, ki se je zgodilo kakšnih 60 ali 70 let po izgradnji prvega ogrevalnega bazena v Rimu. Lokacija pa ni bila Esquilin, ampak neki drugi grič zunaj jeruzalemskega obzidja Golgota, kar v prevodu pomeni kraj lobanja. Žrtev Jud po imenu Jezus, potujoči pridigar iz zakotnega mesta z imenom Nazaret, v pokrajini severno od Jeruzalema z imenom Galileja, ki je bil spoznan za krivega najhujšega zločina zoper rimski red. 4 najzgodnejše pripovedi o njegovi usmrtitvi, napisane nekaj desetletij po njegovi smrti, pojasnjujejo, kaj je to pomenilo v praksi. Obsojenca so po obsodbi izročili vojakom v bičanje, potem so se mu stražarji posmehovali, ga pljuvali, okronali s trnevo krono, ker je trdil, da je judovski kralj, šele zatem so ga polnega modric in okrvavljenega odpeljali na zadnjo pot. Med hojo je vlekel svoj križ, se spotikal po poti skozi Jeruzalem, predstava in svarilo za vse, ki so ga videli, in tako naprej po cesti na Golgoto. Tam so mu v roke in noge zabili žeblje in ga križali. Njegovo stran so po smrti prebodli sulico. Nobenega razloga ni, da bi dvomili o bistvenih sestavinah te pripovedi. Tudi najbolj skeptični zgodovinarji so jih sprejeli, te resnice. Smrt Jezusa iz Nazareta na križu je ugotovljeno dejstvo, verjetno edino ugotovljeno dejstvo o njem. Njegovo trpljenje vsekako ni bilo nič izjemnega. Bolečina, ponižanje in dolgotrajna groza, najbolj bedne smrti so bili v rimski zgodovini skupna usoda množic. Mimogrede, Rimljani so res zelo radi križali, veste, ko je Jezus med drugim tudi rekel, da bo Jeruzalem porušen, en tempelj ne bo stal kamen na kamnu. Se je to res zgodilo. Ko so se uprli leta 70, je prišel Tit, poznejši cesar, nekaj mesecev oblegal Rim, Jeruzalem,
In na koncu, ko so ga osvojili, je vse, kar je ostalo živega, dal križati okrog Jeruzalema. Na vsa drevesa. Niso niti sekali. Sekali so veje, pribili. In zdaj si predstavljate, kaj je bilo to trpljenje pa križanje pa rimsko. In to je bilo nekaj tisoč ljudi, ne? In podobno so tudi marsikje druge naredili. Vsekakor pa je očitno, da Jezusovega trupla ni doletela skupna usoda množica, ne? Tako da bi ga vlekli s kavli, kot so oni praviloma delali v jame, ki jih niso smeli pokopati. Tam so trupla razpadala, ne? Dokler ni zgnilo, ne? Si predstavljate to grozo. Ko so ga sneli s križa, so mu prihranili skupen grob. Za truplo je namreč zaprosil premožen občudovalec, ga somišljeniki spoštljivo pripravil za pokop, položil v grob in ga pustil za težko kamnito ploščo. Takšno je v vsakem primeru poročilo vseh 4 najzgodnejših pripovedi o Jezusovi smrti, pripovedi, ki so jih v grščini poimenovali evangelija, kar ironično pomeni ob vsem, kar smo slišali, vesela novica. In bodo te pripovedi pa niso neverjetne. Te pripovedi niso neverjetne. Gotovo iz arheoloških dokazov vemo, da bi truplo križanega človeka občasno res lahko dostojno pokopali v kostnicah zunaj jeruzalemskega obzidja. Vsekakor so bile bolj osupljive, da ne rečem brez primere, zgodbe o tem, kaj se je zgodilo potem. Da so ženske, ki so šle grobi, našle vhodni kamen odvaljen. Da se je Jezus v naslednjih 40 dneh svojim privržencem prikazoval ne kot duh ali kot oživljeno truplo, ampak kakor da je vstal v novi in veličastni obleki, da se je dvignil v nebesa in mu je bilo namenjeno, da še pride spet. Sčasoma ga bodo pozdravljali ne le kot človeka, marveč kot Boga. S tem, ko je prestal najbolj kruto usodo, kar se je mogoče zamisliti, je premagal smrt samo. Zato ga je Bog povzdignil nad vse, si poznate zdaj pa svetopismo. A ne zanimivo tale možakar tole lepo opisal, ne? Tisti, ki znate angleško, si pogledajte tale Jordan Peterson, njegova žena zdaj postaje katoličanka, on nikoli ne reče, a je veren ali ni veren. Enkrat sem poslušal, so ga vprašali, ali ste veren, je rekel, začel daljši govor, pa reče, samo to rečem, po njih sadovih jih boste spoznali, Jezus je citiral, ne? In tle on tako lepo piše, tako lepo v tem odlomku pripoveduje. Ne samo, da je Jezus bil nedolžen, on je bil nedolžen sama. Ne samo, da je Jezus vedel, da je nedolžen, ampak je bil sam Bog. Ne samo to, da je Jezus sprejel grehe nase in so ga izdali. Ne samo to, da so ga obsodili kot zločinca, celo zločinca so osvobodili namesto njega za ceno njegovega življenja. Res tako polno, lahko bi rekel sočno, bogato, res eno samo vero, ko opisuje to, kaj se je z Jezusom dogajalo. Je umrl na križu, ne, pod križem Marije in še nekaj žena je bila apostol, to večkrat povem, meni je to res fascinantno. Juda je storil smrt, Peter ga je zatajil, se zjoka, pobegne, ostali apostoli so verjetno gledali oddaleč, pod križem je bil pa samo en apostol. En. Janez. Piše svetopismo, tudi Janezov evangelij samo, ne, da je bil to tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil. Ne, in on je očitno čutil Jezusovo ljubezen, morda drugače, kakor drugi, in njegovo božanskost, božje sinovstvo in človeškost, in je bil skupaj z nekaterimi ženami in Jezusovo materjo pod križem. Poznate razbojnika, to zgodbo o levem, desnem razbojniku, ne? Cerkev je dala temu razbojniku, ki se je spreobrnil in prosil Jezusa, in hkrati unega, ki se je z Jezusa norčeval, ko ga je okaral in prosi Jezusa, usmili se me, ko prideš v svoje kraljestvo, mu Jezus reče, še danes bo z menoj v raju. Ne, se pravi, nikoli ni prepozno. Nebesa so odprta vsem, razumeš, vsem, čisto vsem, vsakemu, najhujšemu zločincu, čisto vsakemu, do zadnjega trenutka.
In temu je cerkev dala ime Svetidizmu. V ljubljanski stolnici je desni oltar, spredaj tam levo je svetorešne telo, pa zgoraj sveti trije kralji, razglašenje torej, desna je pa Svetidizma, ampak zdaj od spredaj Marijina podoba, pa imaš občutek, včasih se malo tisto z ljudem, tam je Svetidizma v bistvu, se pravi, oltar razbojniku Dizmu, ki je šel v nebesa, med prvimi, razumeš, on je šel res po bližnjice, imel srečo. Mi imamo pa malo dlje, ne? Ja, ne vemo, koliko je bil star, ampak predvidevamo, da je bil mlajši od mene, recimo. Ne? Je šel kar po bližnjici. Morda še omenim, ja, zaradi sobote skrajšajo križanje. V tem smislu, veste, oni so pustili, da so ljudje umrli, smo slišali na križu. Ne? In to je bila grozna smrt, veš? Res grozna. Oni so v bistvu pod noge so dali tak podstavek, ne? In se je bil not zabit, je bil križani noter zabit, pa roke je imel gor zabite. In v bistvu zaradi tega, kar je že prej doživel, križnje in pičanje, mučanje in napore, seveda je kar naprej dol in je skozi bil pred tem, da bi se zadušil. Ne? In tisti podstavek je bil zato, da so dlje umirali, ja, veste. Da je dlje umiral. In oni, Rimljani so res znali, narekovajo, znali mučiti človeka. In dejansko so, in to je bilo grozno, in včasih so umirali po par dni. Jezus je bil pa hitro mrtev, je bil očitno res čist, dal je vse iz sebe, vse. Ona dva razbojnika pa nista še, ne? Ker je bilo pa naslednji dan sobota, Judje so imeli namreč malo drugače gledali čas kot mi danes. Oni so zvečer z mrakom ali približno ob 6. zvečer se je začel dan in je trajal 12 nočnih ur. Se pravi, danes približno ob 6. se je začela po judovsko že sreda, ne? Traja 12 nočnih ur, približno do 6. zjutraj, potem pa je 12 dnevnih ur. In torej, na petek, ko so Jezusa križali, piše, da je bilo okrog 6. ure, ko so ga križali, to se pravi okrog poldne torej, ne? In da je umrl okrog 9. ure, okrog 3. popoldne, kar je zelo hitro za unga, ker razbojnika sta bila še živa, so jima polomili kosti, ne? Da sta v bistvu se pol zadušila, tako so vzeli klado, pa razbili tele kosti, kar pomeni, da si visel še na teh dveh rokah in so v bistvu sta se zadušila, pridejo k Jezusu in vidijo, da je že mrtev. To so pa hitro delali zaradi tega, ker je bila sobota, to se pravi judovski praznik, pa še judovska Pasha je bila velika noč. Zato so Judje prosili, da ne bi trupla visela na njihov največji praznik, ker drugače bi visela do konca. No in ko vojak vidi, da je Jezus že mrtev, mu ni zlomil nog, tako kot je unima dvema, ampak mu je sulico prebodel stran. To je zelo močno teološko vsebino. Ko je Jezus izdihnil, naredil vse, kar je mogel, nas torej odrešil, premagal smrt, greh vzel na križ, se poistovetil z nami vse do konca. Sem še eno stvar je pol naprej, ko bom še povedal. Se pravi, umrl. Je bilo treba še eno dejanje, ne, in to je, da je še tisto, kar je mu je noter ostalo, je mogel dati iz sebe. Še kri in vodo, ki je imel v sebi. Ne. In zato mu je vojak prebodel stran srce, sta pritekla kri in vode. In tudi on je svetnik. Sveti Longin mu cerkev dala ime. Zanimivo, da takoj, kdo je videl, ko so videli, da je Jezus umrl, kdo je prvi izpovedal vero v Jezusa? Ne Janez, niti ne Jezusova mati, vsaj tako razberemo. Ne tiste svete žene, ko so bile tam Marija Klopajeva, Marija Magdalena in druga Marija, pa še druge žene. Ampak poveljnik eksekucijskega voda, pogan, rimski oficir, stotnik, ki je rimski vojaki so bili profesionalci, in on je verjetno bil v mnogih bitkah in mnogim ljudem narekovaju pomagal umreti, ne? Ker je bil. In ko je videl, kako je Jezus umrl, na kakšen način umrl, kako prosi odpuščanja Boga za svoje sovražnike,
kako prosi izroča sebe nebeškemu očetu, kako je rekel dopolnjenje, kako torej ni nepreklinjen, se je jezil. Ko je videl to smrt, je on rekel, resnično ta človek je Božji sin. A ni zanimivo, kdo je prvi izpovedal vero? Zelo močno. Čas smrti je torej bil okrog 9. ure po tistem času ali okrog 15. ure oziroma ob 3. popoldne po naše. Seveda noter sem napisal samo to, ni slab posnetek, je pa iz Svetega križa tam, ampak pieta, ne, to so, morda še to veste, ti trenutki Jezusove smrti, to, kar danes govorimo, kratko, zelo skratko, ubogo, revno, so tako blizu vsemu človeštvu, ne samo kristjanom. In vsem čutečim ljudem, da so tudi mnogi nekristjani poskušali te dogodke upodabljati na mnoge načine. Ne? In eden najbolj takih bogatih načinov je poleg križanja samega Jezusa na križu, pa upodobitev križevega pota, je prav znamenita upodobitev pieta. Pieta pomeni slovensko sočutna. Ne? Marija, ki čuti z Jezusom, ki je čutila do konca. In to so upodobitve, kako Marija drži v rokah mrtvega Jezusa. Tu imamo nekaj čudovito lepih, najbolj znana je seveda Michelangelova Pieta v Rimu. Ampak pejte, ko ste v Ljubljano šli, pejte pogledati na ljubljanski stolnici na fasadi, je čudovita, gotska, jaz ti rečem, lepša kot Michelangelova, ker je naša, ker je slovenska, narejena iz peščenjaka. No, od zunaj je sicer kopija zdaj. Ampak da boste videli, kako je umetnik dan v 15. stoletju, kot to še iz stare stolnice, noter, kako res močno izrazje trpljenja. To je res, ne, to je tako, kako bi rekel, pomožni dokaz, kako je bil ta dogodek velikega 3 dnevja res tako enkraten in neponovljiv, da rukne vsakega človeka noter. Vsakega človeka po svoje. Ne moreš mimo, ne. Ne moreš mimo. V grob položen, se vemo, to smo že brali, Jožef iz Arimateje, bogati Rimljan, ki je šel Poncija Pilata prepričati, pa Nikodem, ki sta poskrbela še z nekaterimi, Magdalena pa še na Marija sta pa seveda tam bili zraven. Se pravi, še zadnje dejanje Božjega poistovetenja s človekom. Tudi pokopan je bil. Izkusil smrt in bil pokopan v grob. Tudi za Jezusa, ki je bil človek, on je šel po človeški poti do konca, pa ni še konec. Dan je bil tudi v grob. Po Božji milosti je izkusil smrt in vse, kar je človeškega. Ne bom bral, da ne bom, ker vidim, da so že dolg, se veste, človeka malo zanese. Ne? Pa mene tudi. Jaz sem tudi človek, to hočem povedati. Šel je predpekel, ne? Kaj to pomeni? Predpekel, to bi moralo biti celo skupaj pisano, ne? Predpekel. Kaj je to predpekel? V veroizpovedi moramo. Po smrti šel v predpekel. Samo tlele bom tole omenil, ne? Še danes boš z menoj v raju, rekel razbojniku. Potem zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Zemlja se je stresla in skale so se razpočile, grobovi so se odprli in veliko teles svetih, ki so zaspali, je bilo obujenih. Po njegovi obuditvi so šli z grobov in prišli v sveto mesto ter se prikazali mnogim. Tle da začutimo, kaj je to predpekel, ne? V bistvu do Jezusove smrti na križu so bila človeštvu nebesa zaprta. In to za žive in mrtve. Ljudje smo se matrali, trudili, ampak v bistvu je bilo samo tisto, kar je Bog dal dol. In z Jezusovo smrtjo na križu se pa to je tega konec, ne? Zato gre Jezus simbolno v predpekel. In Adama, lejte, Adama, pa to so lepe upodobitve, to morate videti. Tudi tam na oltarju svetega Dizma. Adama vleče ven, Adam je čakal do takrat. Eva, vsi pravični stare zaveze, sključno z Elijem, z Davidom, vsi so čakali, niso mogli tu nebesa. So bila zaprta od trenutka greha v raju, ko je Bog ju izgnal iz raja, oziroma lahko bi rekli, spoštoval njuno odločitev, da ne marata raja. Ne?
in je postavil angela tam, nihče več. Dokler Jezus ni zopet odprl nebes raja. In on je to naredil za ceno svojega lastnega življenja. In seveda v podobi rečeno, zdaj se je podprlo. Zdaj se je podprlo. In ko je Jezus šel pred pekel zopet, tako kot vsi ljudje, vsi stara zaveza, to ni pekel, to je samo človeška govorica, s katerim se izraža stanje duš, ki niso bile v peklu, niso bile pol nebesa, ker niso mogle, ne? Niso bile po vicah, ker so bile pravične, ne? In Jezus s tem, to se pravi, vso to zgodbo in res bogata vsebina je za tem. Ne bom bral katekizma Katoliške cerkve, da ne bom predolg. Skratka, s tem je. Ampak še ni bilo Jezusa. Ne? Jezus je naredil še nekaj, kar bomo po naslednjih stvarih. Vse to je bilo narejeno. Umrl kot človek. V grob položen, kot mi vsi. Šel je pred pekel, kjer so bili vsi ljudje do takrat. Vse duše. Pa tudi ostane kot človek. Se zgodba ne konča. S telesom. In gre v nebesa s telesom. In to je polnost odrešenja. Ko je tisto, kar je bilo človeku dano v raju, in je v Svetem pismu s temi lepimi podobami zapisano, kako sta Adam in Eva živela v harmoniji, v polnosti med seboj in z Bogom, kako so se v človeški govorim in je tam tudi zapisano, so imeli tak domač odnos, razumeš, da so, one dva sta se sprehajala, Bog se je sprehajal, rad so se imeli, zastopil so se med seboj, nič njima ni manjkalo, vse sta imela, tudi Boga med seboj. In s tem, ko Jezus to zgodbo naredi, smo zopet ljudje v polnosti, v človeški govorici rečem, dobili dostop do nebes in do večnega življenja. Kaj češ še lepš v celoti. In Jezus nam je to pokazal, ne? Ko se iz ljubezni postane med nas, se poistoveti z vsem, kar je človeškega, čisto do konca. In človeško v celoti privzdigne v nebesa, ne? Ker drug človek ni mogel, samo v Jezusu se lahko to zgodilo, ker je bil Božji sin. Stali Kristus smo zato ključe še vedno podzemlja in nebes. Mi si pa izbiramo, ne? Tako da, hvala lepa, tale vaš župnik ne zna nehati.